Razmere glede COVID-19 se slabšajo tudi v občini Slovenska Bistrica. Več o aktualnem stanju sta nam povedala strokovna delavca iz Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Epidemiološka situacija se slabša tako v naši občini kot v celi Sloveniji in seveda tudi v celem svetu. Predvsem na račun novega seva, delta seva, ki je dosti bolj kužen, kot so bili prejšnji sevi. Tudi virusa je neprimerno več v naših dihalnih poteh pri tem sevu in zaradi tega se dosti prej okužimo pri stiku z drugimi ljudmi. Nažalost, tudi cepljene osebe niso zaščitene v celoti pred okužbo, so pa še vedno zelo zaščitene pred težjim potekom bolezni in pa pred bolnišničnim zdravljenjem in pa smrtjo. Zato bi rada še enkrat pozvala vse prebivalce, tiste, ki so cepljeni, da se še naprej držijo vseh zaščitnih ukrepov, da se izogibajo zaprtim prostorom, da prezračujejo prostore, da razkužujejo roke oziroma si jih umivajo in še vedno nosijo maske. Tiste, ki pa niste cepljeni, lepo prosim, cepite se. Samo tako bo stanje v naslednjih mesecih vzdržno tako v družbi kot v zdravstvu. Zaščitili boste sebe, zaščitili boste svoje bližnje. Skrajni čas je, da se cepite, ker potem bo prepozno. Pričakujemo, da se bodo v nekaj mesecih vsi okužili, ampak z cepljenjem lahko pomembno vplivate na svoj potek bolezni in se izognete bolnišničnemu zdravljenju ali smrti. Ja, v Slovenski Bistrici se epidemiološka slika v tem tednu hitro slabša. Če smo še v prejšnjem tednu, v celem tednu, od ponedeljka do nedelje imeli 26 pozitivnih testov, smo v tem tednu že od ponedeljka do torka, to pomeni v srede, že imeli 36 pozitivnih brisov. Tako da epidemija napreduje zelo hitro. Tisti, ki še razmišljate, ali bi se cepili ali ne, ali je pravi ta čas, ta teden, pa naslednji teden je pravi čas, potem bo že prepozno. Ja, povejte še, koliko je že bilo cepljenih in kako poteka cepljenje? Ja, v Slovenski Bistrici je trenutno cepljenih 44% prebivalcev občine. Če gledamo samo starejše 18 let, je cepljenih že več kot 50% občine. Trenutno cepljenje izvajamo na tej lokaciji, tukaj za mano. Tukaj cepimo v ponedeljek dopoldne in popoldne, v torek dopoldne in popoldne, v sredo dopoldne in v petek dopoldne. Po urniku, ki je objavljen na naši spletni strani, cepimo tudi na terenu. Na lokacijah, kjer so ambulante, kjer imajo zunanji izvajalci ambulante, se potrudimo, da cepimo vsak teden. Na lokacijah, kjer zunanjih ambulant ni, se potrudimo, da pridemo vsake 3 tedne. To pomeni, da cepimo prvo dozo in tudi drugo dozo na lokaciji. Dokler nam bojo kadri to dopuščali, se bomo trudili, da bomo cepili tudi na terenu. Da bi precepljenost v naši občini še izboljšali, bomo z naslednjim tednom, torej 17.9. na lokaciji tam nasproti Belega konja pri Krozetu, kjer se izvajajo hitri antigenski testi, začeli ponujati tudi cepljenje s cepivom Janssen. To ima eno prednost, da je z novo odredbo možno potrdilo o cepljenju pridobiti takoj, to pomeni na dan cepljenja. Tako bomo tistim ljudem, ki tam vztrajno čakajo na hitri antigenski test, omogočili, da se hitro cepijo in v roku pol ure tudi pridobijo potrdilo o cepljenju.